Le dobro naložena prtljaga v avtomobilu je varna prtljaga, opozarja inštruktor Daniel Granda, ki nam je v Centru varne vožnje Vransko pokazal nekaj najpogostejših napak in dal koristne napotke. Poglejte, takole izgledajo nemalokrat prtljažni prostori našega avtomobila. Tole je seveda nepravilno, kajti vsa ta krama v prtljažnem prostoru se prosto giblje levo ali desno med vožnjo. Zato bomo sedaj pokazali, kako pravilno zložimo prtljago v prtljažni prostor. Z gajbicami in drugimi pripomočki se je mogoče danes zelo olajšati nalaganje prtljažnika. V zabojnike naložimo manjše predmete, pri čemer večje in težje položimo spodaj, manjše in lažje pa na vrh. Vse, kar imamo v prtljažniku, naslonimo na naslone zadnjih sedežev, težje stvari spodaj in po možnosti učvrstimo, zlasti večje predmete s trakovi ali posebnimi mrežami, da preprečimo prosto gibanje. Še posebej pazljivi moramo biti med pripravo na dopust, ko želimo marsikdaj s seboj odpeljati polovico stanovanja. Torej, kadar se z avtomobilom odpravljate na daljše potovanje, potem poskusite vaš prtljažni prostor napolniti praktično do zadnjega kotička. Kajti v tem delu, poglejte, nobena stvar se prosto ne premika po prtljažnem prostoru. Pomembno je tudi, da ne nalagate preveč stvari v prtljažni prostor, kajti skozi vetrobransko steklo še morate vedno imeti pogled nazaj. Zatorej ne nalagajte prtljage praktično do stropa, kot vidimo, kar počnejo nekateri, predvsem takrat, ko se odpravljajo na morje in je te prtljage zelo veliko. Dejansko je veliko boljše, če si takrat sposodite ali kupite strešni kovček in v ta kovček naložite to odvečno prtljago, predvsem tisto lažjo prtljago. Kaj pa, če želimo domov pripeljati pravkar kupljeni hladilnik? Težke predmete, kot je na primer, ne vem, pralni stroj, hladilnik ali nekaj podobnega, predmete večjih dimenzij, pa na zadnjih sedežih nimamo nikogar, takrat bomo zadnje sedeže dodatno zapeli z varnostnimi pasovi. Ta namen bomo dodatno ojačali to zadnjo stranico in takšen predmet tudi ob hujšem zaviranju, ob nenadnem zaviranju ne bo mogel prosto poleteti po potniški kabini. Predvsem med obiskom trgovin se vrečke hitro znajdejo poleg nas na sopotnikovem sedežu. Ali pa tam počiva kakšna večja torba, morda celo prenosnik. Potem se znajdemo v neki kritični situaciji, namesto da bi pravilno odreagirali, bomo najprej z roko zaustavili to našo nakupljeno blago, da ne bo prosto letelo po avtomobilu, v tistem času pa smo že izgubili določen del časa, ki bi ga potrebovali za neko pravilno reakcijo. Vse, kar nameravate s seboj torej voziti v avtomobilu, je potrebno zato položiti vsaj na naslonjala prednjih sedežev, a tudi tja sodijo le večji predmeti, saj se lahko manjši ob zaviranju skotalijo pod sedežem in nam pristanejo med nogami in stopalkami. V marsikaterem avtomobilu se na zadnji polici sonči kakšna prikupna lutka ali pa polica služi kot priročno odložišče torbic. Nikar, svetuje Granda, v primeru zaviranja v sili ali celo trka bo takšen predmet postal izstrelek, ki bo z veliko hitrostjo in eksponentno povečano maso treščil potnike in jih lahko usodno poškodoval.